To je tak na teh stari v zraku. Jaz ne morem verjeti to folk. Prvo točke zvestobe. Kakšna zvestoba? Kakšna zvestoba? Če jaz redno hodim v Špara in zdaj enkrat skočim v Mercatorja, kaj ga varam? Z najboljšim sosedom? Kakšna zvestoba? To je ljubezenski termin. To pa je trgovina, ne me jebat. In kao ti zberi 15 točk, mi ti damo darilo. Kakšno darilo? Če jaz zberem 15 točk, pomeni, da sem en kup denarja pustil pri tebi, ne? In če ti meni daš nekaj nazaj, to ni darilo. To se spodobi. To se spodobi. To se spodobi in daj mi keš. On ti da jebeno žogo, tako grdo, gumijasto, brezvezno. Kaj mi bo žoga, daj mi keš. Ampak on je trgovec dobil pravi količinski popust na žoge. In ti jo uvali, ne, ampak to je bilo še v redu. Evo ti žoga, hvala, jebi se ti tudi v redu. V štartu, par let nazaj, to je bilo še v redu, sprejemljivo, ne. Danes, ko vzameš njihov tisti album za zbiranje točk, piše zberi 200 točk. Zberi 200 točk in če jih zbereš, lahko kupiš tole našo ponev. Lahko jo kupiš, stari. Ti dovolimo, da jo kupiš. A nismo dobri? Zberi samo 200 točk. In daj nam še 30 evrov. Roko na srce, niti ne 30. 29,99. Za debila te imajo. In ti tako, a to se res plača? Ja, imbecil, to se res plača, ja. Samo 30 evrov nam daš za to ponev, ki drugače stane 155,000 evrov. A res stane 155,000 evrov? Ja, budalo, res stane 155,000 evrov. A viš to rdečo piko, ki ima na sredini? A ima tvoja? Nima, zato je ta 155,000 evrov. Aha, pa ga bom zbiral. Zbiraj, debil, zbiraj. Evo to zbiral. Še 30 evrov nam daj, že. Evo ti ponev, budalo jedna. Nesi jo domov, pa se vsak dan 10krat po glavi udari z njo. Pol pa jo odloži med ponve.